V četrtek 20. novembra 2014 v dopoldanskih urah je bilo praznično po slovenskih splošnih knjižnicah. Praznoval se je dan slovenskih splošnih knjižnic. Letošnje praznovanje je bilo pospremljeno sloganom Tukaj smo za ljudi in zaradi ljudi. Če smo splošne knjižnice nekoč poznali samo po storitvi izposoje knjižničnega gradiva in njegove hrambe, zadnje čase temu ni več tako, kajti knjižnica je več kot zgolj le to. Je stičišče raznolikih druženj, svoje uporabnike informacijsko opismenjuje, vse življenjsko izobražuje, omogoča socialno vključenost in podpira ekonomski razvoj družbe. Knjižnice razvijajo inovativne storitve za vse ciljne skupine uporabnikov in tudi za lastno stroko. Splošna knjižnica v Slovenskih Konjicah je ta dan obeležila z dopoldanskim klepetom s pesnico, pisateljico in pedagoginjo dr. Aksinjo Kermauner. V dvorani Doma kulture so se z gostjo družili osnovnošolci in dijaki iz Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče in konjiškimi gimnazijci. Z izjemnimi interpretacijami odlomkov iz romana z naslovom Berenikini kodri, ki govori o odraščanju gostje, sta druženje obogatila gimnazijca Iza in Jan, z gostjo pa je klepetala Maja Furman. Berenikinih kodrih nas pripoved vodi skozi dva svetova. Prvi je svet Anine z redko prirojeno napako in ima zaradi tega stanja precejšnje težave z vidom. Kljub vsemu se pogumno upre družbi, polni predsodkov, odločena, da v njej najde svoje primerno mesto. Ob tem trči v svet nekoliko starejšega Nika, za katerega se vsaj na začetku zdi, da ima vse. Glavna junakinja zgodbe, dijakinja prvega letnika Anina, ima zaradi posledic albinizma prečudovite bele lase. Iz vasi se preseli v mesto k dedku. Zaradi zaščitniškega obnašanja svoje mame v preteklosti je začela to svobodo okušati z veliko žlico. Hodi na zabave, pije alkohol, poskušati začne mamila in izkusi celo prvo ljubezen. Sporedno z njenimi doživetji poteka zgodba Nika, razvajenega sina bogatašev. Je poln cinizma in prezira, na robu kriminala in mamil. Ko spozna Anino, s prijateljem stavi, da jo bo usvojil. To mu tudi uspe, saj se Anina zaljubi vanj, nato pa od zlobne sošolke Nives izve zastavo. Razočarana živi naprej, Nik pa ugotovi, da se je tudi sam zaljubil vanjo. Zaradi njenega prezira do njega, smrti najboljšega prijatelja in problemov v družini, poskuša narediti samomor. Njeno delo se zrcali v literaturi, ki jo piše. Nekatere knjige so namenjene slepim in slabovidnim v njihovi pisavi, tako imenovani Brajevi vrstici, večina pa jih predstavlja njihov svet. Kermaunerjeva se je poleg literarnega ustvarjanja zapisala predvsem pri delu s slepo in slabovidno mladino. Vrsto let je kot likovna pedagoginja in profesorica slovenščine poučevala na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Svet slepih in slabovidnih in ljudi z albinizmom so pogoste iztočnice njenih literarnih del. Ja, jaz sem končala drugače pedagoško fakulteto slovenščine pa likovni pouk in se zaposlila na običajni šoli. Ampak nekako nisem bila zadovoljna. Likovni pouk sem učila in takrat ni bilo ravno to nek predmet, pri katerem bila disciplina, jaz sem bila čisto sveža učiteljica in sem se počutila kot ena krotilka zveri, dobesedno. In nekaj to ne bo to. Potem sem pa slučajno dobila, jaz pravim slučajno, na ključje, na ključ je nekaj. Sem dobila službo v Kamniku, pri Centru za gibalno ovirane otroke in to mi je bilo pa super, zato ker so bili majhni razredi, maksimum 12 učencev, pa dijakov tudi, in tudi na srednji šoli sem učila. In daj se je delati. Jaz imam strašno rada antiko, kot se vidi tudi iz te zgodbe o Berenikinih kodrih, in sem jim razlagala te zgodbice, kako so se tam zaljubljali in ne vem kaj še vse. In so me poslušali. Mene je bilo to fantastično. In potem sem čez 2 leti dobila pa ravno službo na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer je osnovna šola in srednja. In sem tam dolga leta poučevala slovenščino likovni pouk in tudi hodila na teren pomagati učiteljem, ki so imeli slepega ali pa slabovidnega učenca v razredu. Zakaj sem začela pa pisati, pa tudi povezano spet pisati, no? Namreč mi smo imeli ravno eno deklico, ki je imela albinizem. Ja, vidite, da je vse povezano. In sem, nekoč smo šli, mi, koliko vi hodite na športne dneve, tudi naš zavod hodil na športne dneve, in smo šli v maju na pot okoli Ljubljane. To je pač, cela Ljubljana je pač na tisti poti in mi smo šli s to deklico na to pot in nosila pa takrat zelo dolge lase. Takole nekako do bokov je imela zelo goste, močne in čisto bele. Je imela tisto najhujšo obliko albinizma
In ko smo hodili po tej poti s to deklico, smo srečevali seveda osnovnošolce, srednješolce iz Ljubljane in ko so videli te lase, so bile strašne pripombe. Po ljubljansko recimo, olej te malo, koliko je peroksida morala porabiti, da je zblajhala te svoje lase. Ali pa, wow, te malo, toliko si mlada, pa se že barvaš, tako naprej. Ja, in ni bilo ravno všeč, to si lahko predstavljate. In ko smo prišli nazaj v zavod, je rekla učiteljica Aksinja, pa zakaj oni mene zavrkavajo, da sem se pobarvala, jaz pač taka sem, kaj naj naredim? In sem rekla, veš, to pa zato se nič zlobnega ne mislim, ampak pač ljudje se vtikamo v tisto, kar je drugačno na pogled in mogoče zato, ker ne poznajo zadeve. Ja, kaj bi pa naredili, da bi poznali se, kaj veš, kaj dajmo knjigo napisati. In potem smo res napisali tole knjigo. Kakšne barve je tema? Kakšne barve je tema in ta je narejena za videče otroke pravzaprav. In tole so mi pomagali ilustrirati tudi moji učenci, slepi in slabovidni, pa boste rekli, kaj pa tale naklada, kako pa lahko pravzaprav rišejo, ampak lahko. Če daš nekemu slepemu z ostankom vida, debel flomaster, naprimer, pa od blizu gleda, bo sposoben tudi kaj narisati. Tale slika tukaj je to naredila ena deklica, ki ima ostanek vida samo. Ampak je pač na velik list narisala zadevo in močnimi barvami. No in tukaj zadaj, če boste pa od blizu pogledali knjigo, boste videli to deklico z belimi lasmi. Ja. In boste videli, da ima temna očala. Zato, ker ta napaka je pač taka, da nas barva v očeh, nimamo zato tako barvastih oči, da smo lepi, ampak nam ščiti pred svetlobo oči. In zdaj pa, če te barve nimaš, te pa moti svetlova in zato imajo vsi albini temna očala. Tako da ona je bila v bistvu, bom rekla, narekovajih kriva, da sem jaz začela pisati. Kot tistega časa naprej pa vsako leto ena knjiga nastala. Aksinja Kermauner je avtorica del za slepe in slabovidne, ustvarila pa je tudi veliko strokovnega gradiva o slepih in slabovidnih za videče osebe. Za svoja literarna dela, namenjena otrokom in odraščajoči mladini, je bila večkrat nagrajena in nominirana za različne nagrade. Roman Berenikini kodri je bil uvrščen med Bele vrane, izbor 250 najboljših mladinskih del z vsega sveta. Njeni tipni slikanici Žiga špaget gre v širni svet in Bela roža sta na sejmu otroške in mladinske književnosti v Boloniji prejeli nagrado za posebne dosežke za otroke s posebnimi potrebami. Več njenih del je bilo med nominirankami za nagrado Desetnica, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za izvirno slovensko mladinsko delo. V prijetnem druženju je Kermaunerjeva mladim obiskovalcem slikovito približala svet slepih in slabovidnih, jim zaupala, kako ustvarja, z njimi delila različne zabavne prigode in mlade povabila k branju in obiskovanju knjižnic. Priznala je, da ima najraje knjige s srečnim koncem.